Rudarji rudnika Trbovlje-Hrastnik so zjutraj začeli stavkati. Stavkovni odbor se je pred začetkom stavke srečal z ministrom za infrastrukturo in prostor Samom Omerzelom, ki pa mu rudarjev ni uspelo odvrniti od stavke. Ti zahtevajo izplačilo januarskih plač, zagotovitev sredstev za odpravnine 135 presežnim delavcem in premije za prezaposlitve oziroma samozaposlitve presežnih delavcev. Zahtevajo tudi, da se preverijo možnosti prezaposlitve v podjetja v lasti države, da se lastnik dokončno opredeli o nadaljnjem delovanju rudnika, ter da se preveri možnosti upokojevanja. Stavka bo trajala do preklica. Za razburjenje v Sloveniji je poskrbela tudi izbira novega vodstva Komisije za preprečevanje korupcije. Iz političnih vrst se vrstijo zahteve po odstopu novega predsednika Borisa Štefaneca, potem ko se je izkazalo, da je bil še na dan imenovanja član Pozitivne Slovenije. Vodstvo izbirne komisije je sinoči pojasnilo, da članstva v političnih strankah niso preverjali, ker to ni merilo za izločitev kandidata. V Mariboru pa minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Metod Dragonja novinarjem prav zdaj pojasnjuje, kaj se dogaja s pomočjo Mariboru in Podravju. Spomnimo, vlada je širšemu mariborskemu območju, ki ga je gospodarska in socialna kriza močno prizadela, že lani obljubila 66 milijonov evrov pomoči. Čeprav bi morali biti razpisi objavljeni že pred koncem lanskega leta, pa je postopek za to začel šele Dragonja, ki je bil na položaj ministra imenovan pred 2 tednoma. Objavo prvega razpisa v višini 3,3 milijona evrov zdaj pričakujejo do konca tega meseca. Ob tem pa so na Mariborskem zavodu za zaposlovanje februarja našteli 17.300 registriranih brezposelnih, kar je okoli 16% delež vsega prebivalstva. Policisti po Sloveniji od danes poostreno nadzorujejo uporabo varnostnih pasov v vozilih. S tem želijo zmanjšati število mrtvih in hudo ranjenih ter spodbuditi uporabo varnostnih pasov. Uporaba pasu lahko namreč pomembno omili posledice prometnih nesreč, zato bi radi z represivnimi in preventivnimi ukrepi vplivali na udeležence cestnega prometa, da na predpisani način uporabljajo varnostne pasove. Danes je dan mučenikov, praznik pa ima svoje korenine v krščanskem izročilu. Po legendi se je v 4. stoletju 40 vojakov elitne legije uprlo ukazu, da se odpovejo krščanstvu. Vrgli so jih v ledeno mrzel ribnik in tam so umrli. V sodobnem času praznik omenjajo zlasti kot nekakšno šaljivo protiutež mednarodnemu dnevu žensk, ki je 2 dni prej. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo nekaj več koprinaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod pa severovzhodni veter. Sončno bo. Prijetno toplo bo tudi v sredo in četrtek. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, v notranjosti Slovenije pa vzhodni do severovzhodni veter. Jutra bodo hladna. Danes v dnevniku televizije Maribor. Gospodarstvo ministra opozarja, dosegli smo dno, banke še zmeraj ne dajajo kreditov. Kriminalisti so stopili na prste tatovom motornih vozil. V finalu so mariborske odbojkarice izgubile proti igralkam kamniškega Kalcita. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.